proslava v čas komunizmu, ne pa vrnjeni primorski, nikakor ne priključeni. Proslava v Ilirski Bistrici 14. septembra o prazniku priključitve Primorske matični domovini ali priključitve še vedno Titovi Jugoslaviji namesto vrnitve matični Sloveniji od 1991. samostojni. Ni in ni konca jugonostalgije na slovenski politični levici. Sedanja leva elita v slovenskem političnem vrhu pa res živi še vedno v Titovi Jugoslaviji. Bravo, bravo, predsednica države. Enkraten je bil vaš govor, čeprav ste v njem prekomorske brigade skoraj izpustili. Vam sta očitno še vedno najbolj pri srcu, kot tovarišu Titu, naša draga partija in palestinski terorizem. O partiji so bile lepe, kar pravlične, vse besede v vašem govoru. O palestinskem terorizmu pa so bile resnično, presenetljivo, pravo odkritje. Da, najbolj me je pretresel tudi kot mater, babico in prababico, poleg starih partijskih fraz, prav del vašega govora o palestinskem terorizmu. To je bil tisti njegov del, v katerem ste govorila, skoraj preveč odkrito, o množicah nesrečnih otrok, očitno v Palestini, saj drugih nesrečnih otrok v Sloveniji zadnje mesece skoraj nihče niti ne omeni, če izvzamemo Karitas. Ganilo me je vaše globoko razumevanje Hamasovih teroristov, ki imajo za talce, poleg vsaj 20 Izraelcev, tudi ogromno množico palestinskih otrok. Brez težke vesti jih teroristična vojska Hamasa izpostavlja smrti in ne dovoli, da bi jih starši umaknili pred kroglami iz pušk in izstrelki iz drugega orožja, ki švigajo z vseh strani. Strinjam se z vami, tovarišica predsednica države, tolikšna krutost do otrok, kot jo vidimo pri teroristični vojski Hamas, je resnično vredna najhujše obsodbe. Kaj pa ima ta problem skupnega z vrnitvijo Primorske matični domovini, to pa mi nikakor ni jasno. Kar zadeva kulturni del proslave, na primer sceno, je bila ta prekrasna. Nad veliko množico različno mislečih državljanov Slovenije so plapolale tudi različne zastave. Največja je bila tista, nekdanja slovenska totalitaristična, ki je nad sredino množice kazala televizijskim kameram velikansko rdečo zvezdo, da gledalci pred televizorji po vsej Sloveniji ne bi pozabili, kdo nam v resnici vlada. Vse druge zastave so bile manjše, tudi rdeče zvezde na njih. Na eni od zastav pa skoraj ni bilo mogoče jasno videti, ali sta na njej srp in kladivo, ali pa srp in velika injekcija za evtanazijo upokojenega delavskega razreda. Navsezadnje, če je pevski zbor navijal za sprejem zakona o svobodni rabi s pesmijo Kako diši ta trava, zakaj naj ne bi kabinet predsednice države poslal na proslavo še zastave z injekcijo za evtanazijo upokojenega delavskega razreda? Gospodsko društvo Srebrna nit si za delavski razred očitno želi evtanazije bolj od vsakršnega povečanja pokojnin in boljše zdravstvene oskrbe. Tovarišica predsednica države pa v tej zahtevi Srebrne niti do zdaj še ni opazila ničesar spornega.
za prepričane komuniste, kakršna je tudi sama predsednica države, v digitalni dobi partija z delavskim razredom, razen ob volitvah, res nima ničesar več skupnega. Komunisti se zdaj vozijo, vsaj v Sloveniji, v Rolls-Roycih in v letalih, menda celo na trg po solato. Naj na koncu tega svojega pogleda na današnjo proslavo v Ilirski Bistrici tudi koga pohvalim. Pohvalo si zaslužijo zlasti pevci pevskega zbora, ki so s pesmijo lepo počastili Prikomorske brigade in njihove požrtvovalne slovenske primorske borce. Veliko več prostora in spomina nanje bi jim morali posvetiti na današnji proslavi. Prikomorske brigade so v resnici osvobodile Primorsko, pa čeprav je njihovo komunistično, jasno, vodstvo nekaj partizanskih borcev tudi zlorabilo za dejanja, ki pravi vojski, kakršne so domoljubne, izurjene in dobro opremljene, zaradi pomoči zahodnih zaveznikov, Prikomorske brigade bile, nikakor ne morejo biti v čast. Ves ostali del proslave pa je bil eno samo predvolilno laganje z neprimernim kulturnim programom, večinoma slabo izvedenim glasbenim delom, še slabše pa izbranim, kako diši ta trava. Ne, tako slabo, če vzamemo pesem, ki jo je zbor zapel Prikomorskim brigadam, in na zaključnem delu proslave, pa na Primorskem, v deželi pevcev zbora Vinka Vodopivca, gotovo ne prepevajo. In še nečesa smo starejši Primorci močno pogrešali, vsaj sama nisem opazila, da bi bilo tudi to del vsebine programa te proslave. Namreč nekaj svečano izrečenih besed o vsebini romana Franceta Bevka Kaplan Martin Čedermac. Brez vključitve tega literarnega dela v katerikoli program večjih proslav posvečenih Primorski, za Primorce ni prave proslave. Še največji primorski komunisti se poklonijo Kaplanu Čedermacu. To bi v daljni in tuji Ljubljani politična gospoda vendarle lahko vedela, čeprav jo veliko bolj od Primorske zanima Hamas. Prav zaradi tega je potrebno dodati še nekaj besed o romanu Franceta Bevka Kaplan Martin Čedermac, ki je bil objavljen leta 1938, ko je vladala slovenskim Primorcem dosedanja fašistična tiranija. Italijanska fašistična oblast je zahtevala, naj Kaplan Martin Čedermac, ki je služboval v Beneški Sloveniji, podpiše, da bo v cerkvi svojim župljanom, samim Slovencem, govoril le v italijanščini. Ker svojega podpisa, da bo v cerkvi govoril le italijansko, na fašistično uradno listino Čedermac ni mogel in ni hotel dati, ga je fašistična oblast prisilila, da se je upokojil. Frančiška Butolo. In doda, glede Ilirske Bistrice, še eno vprašanje o izboru pesmi. Sem šla še enkrat pogledat proslavo v Ilirski Bistrici in pesem Kako diši ta trava so na posnetku RTV Slovenija kar izbrisali. Spomnila pa sem se na eno lepših partizanskih pesmi Smrt v Brdih. Skoraj povsem je pozabljena. Zakaj? Nekaj sem le našla na spletu. Vedno bolj brišejo vse v zvezi z vero. Pa lep pozdrav, gospod Dominik Krt. Takole je zapisano v enem od povzetkov romana
kaplan Martin Čedermac. Martin Čedermac je bil kaplan v Vrstniku v Beneški Sloveniji. Živel je v kaplaniji skupaj s svojo sestro Katino. Nekega dne sta se pri njem oglasila orožnika, ki sta prinesla podpisati odlok, da bo potekala celotna maša in molitve v italijanskem jeziku. Martin ne podpiše, pa vendar sta ponoči s Katino vse slovenske katekizme in molitvenike skrila v cerkev svetega Mihaela. Na poti nazaj sta se še ustavila pri bolni materi. Naslednji dan pa je kljub temu, da ni podpisal odloka, maševal in pridigal italijansko. Verniki so bili zaradi tega žalostni. Neke nedelje je bilo v Rupi žegnanje. Čedermac je bil povabljen na kosilo, najprej je kosilo odklonil, nato pa je vseeno odšel. Na kosilu je spoznal, da so duhovniki v bližnjih župnijah razdeljeni. Nekateri so sprejeli italijanščino, drugi pa vztrajajo pri slovenščini. Martin se je potrd vrnil domov. V petek sta k njemu proti večeru prišla poročnik in brigadir. Še enkrat sta mu prinesla za podpisati odlok in ponovno ju je Čedermac zavrnil. Tedaj mu je poročnik ponudil denar, če podpiše, vendar še vedno ni hotel. Zato sta ga poročnik in brigadir odpeljala na postajo v Čedat, kjer je ostal čez noč. Naslednji dan pa je govoril s prefektom. Pod večer se je Čedermac odpravil proti župniji. Na poti je srečal kovača Vanca, s katerim sta se skupaj odpravila proti domu. Doma ga je vsa vesela pričakala Katina, vendar je z njo govoril trdo in jezno, zato je bila užaljena. Martin je tudi izvedel, da se Katina dobiva z žefom Kljinjom, zato mu je zabičal, da naj se ji ne približuje. Nekega dne je deček Ivanc prišel povedati Čedermacu, da je z njegovo mamo slabše. Brž se je odpravil k njej in bil ves čas do smrti pri njej. Po pogrebu je to Čedermaca globoko potrlo, zato je zbolel, vendar je premagal bolezen. Neke noči mu je Birtič prišel povedati, da prihajajo ponj in naj zbeži, kar je Čedermac tudi storil. Zbežal je k nadškofu v Videm, tam mu je povedal, da je tudi cerkev sprejela italijanski jezik in da nima moči proti oblasti. To je Čedermaca močno potrlo. Razburjen se je odpravil proti domu. Tam ga je spet pričakala Katina in spet je bil trd z njo, pa vendar se je na koncu vse med njima uredilo. Neke nedelje pri maši se je Čedermac slabo počutil. Pred prepolno cerkvijo Martin pridiga v slovenščini ter farane pozove, naj branijo svojo zemljo in svoj jezik. Dediščino svojih prednikov morajo ohraniti in ne smejo vdano skloniti glav. Svojega jezika se morajo oklepati tako kot svoje zemlje. Po maši ni hotel leči. Katina je odšla v vas, sam pa je v vročici odšel po katekizme in molitvenike, ki jih je skril v cerkev svetega Mihaela. Medtem je prišel na obisk don Jeremija, ki ga ni našel doma. Tedaj se je tudi Katina vrnila iz vasi in skupaj sta ga šla iskat. Don Jeremija se je odpravil proti cerkvi in na poti srečal vročičnega Čedermaca, ki je komaj hodil. Povedal mu je, da je našel ranjenega žefa Kljinjon. Don ga je odpeljal v kaplanijo in od tam poslal nekaj ljudi, ki so odšli po žefa. Po tem dogodku je kaplan še bolj zbolel in ni mogel več maševati. V Vrstniku so določili novega kaplana, ki je Čedermacu predlagal, naj se upokoji, ker je bil zelo zbolen. Čedermac je
kar je ta tudi storil. Ko je okreval, sta se skupaj s Katino poslovila od vaščanov in se skupaj odpravila na bratovo domačijo v Krnico. Pa naj dodam še sam glede pesmi Smrt v Brdih avtorja Lermontova. Večina verjetno pozna znamenito partizansko pesem Smrt v Brdih. Leta 1944 jo je napisala tedanja učiteljica Nada Dragan, partizansko ime Živa, poročena, carevska, po vojni med drugim prevajalka, tudi iz ruščine. Še istega leta pa jo je v glas bil skladatelj Makso Pirnik. Nastanek pesmi so najprej povezovali s tragično smrtjo Solkanca Jožeta Srebrniča in tovarišev v Soči. Potem pa se je ugotovilo, da je pesem nastala prej in da je verjetno povezana s smrtjo dolenjskega partizana Alojza Marolta. V njej je omemba dolenjske domačije in Trške gore pri Novem mestu. Pesem je zanimiva zato, ker na prepričljiv način povezuje idejo o narodni osvoboditvi z božjo potjo. Ni naključje, da je do lanskoletne spravne maše za partizane prišlo ravno na Sveti gori. In zdaj ta pesem. Po letnem žaru na pečinah skalnih svinčenkov prsih partizan leži. Končan je sen od dneh bodočih, daljnih in zadnjič v svet ponosno zro oči. Nebes modrina sega do obzorja, poletno sonce sije sredi Brd. V dolini Soča vije se do morja, veselo poje čriček izmed trd. Zelene senožeti, Benečija in tam za hribi skalni mrki kras. Kje si, dolenjska tiha domačija? V goriških brdih sam umiram jaz. Glej, tam iz megle vstaja Trška gora, veselo vabi zvon na božjo pot. Premagana je tisočletna mora in svoboden je ves slovenski rod. Nad Sočo sije v soncu sveta gora, veselo poje čriček sredi Brd. V svet oblila je rdeča zora, svinčenkov prsih je začutil smrt. Pred nekaj dnevi je bila v Delu objavljena pesem Lermontova v prevodu Mileta Klopčiča, ki je nisem imel ravno v spominu in takoj sem dobil vtis, da jo je Nada Dragan morala poznati. Klopčič je pesem prevedel in objavil tik pred drugo svetovno vojno. Na spletu pa sem našel še prevod Frana Gestrina iz leta 1886 v ljubljanski reviji Slovan in zelo podoben prevod nekega C.ja iz leta 1893 v tržaški reviji Slovanski svet. Presenetljivo je, da je začetek pesmi Smrt v Brdih najbližje Gestrinovemu prevodu iz leta 1886. Navajam. Poldnevni žar v dolini Dagestana, svinčenkov prsih ležal sem mirno. Globoka še dimila se je rana, kri tekla mi je, kaplja za kapljo. Osamljen ležal v peski sem doline, okrog tesnile so se stene skal in sonce žgalo žolteje višine in žgalo mene, ki sem v smrti spal. In gledal v sni sem o bliščečem sviti, večerni pir tam strani rojstveni. Mlade žene s cvetočimi nakiti, vesele so
golčale omeni. A ne vstopaje v radostno golčanje, misleč sedela jedna je samo. Bog večni znade, kaj v otožne sanje, pogreznilo jej dušo je mlado. Stoji pred njo dolina Dagestana, telo je znano jej v dolini tej. Dimeč se mu črni na prsih rana in lije kri iz nje, hladnej, hladnej. Kako pojasniti te stihe? Se je pesem Lermontova kdaj pela v izvirniku in ali se je morebiti pel prevod? Gre tudi pri Pirnikovi skladbi za morebiten vpliv?